V ekološki trgovini Kalček v Ljubljani pa vsak mesec klepetamo z Jeleno Dimitrijevič, ki nam je tokrat pojasnila razliko med celiakijo in intoleranco na gluten. Jelena, nam lahko pojasniš razliko med celiakijo in občutljivostjo na gluten? Celiakija je generalno kronična avtoimuna bolezen, se pravi tukaj prihaja do tega, da propada tudi tanko črevo, tiste resice vili in potem je tudi absorpcija zelo zmanjšana hranilnih snovi, ki jih uživamo s hrano. Ponavadi se govori, da je to dedna bolezen, ampak spet moramo to povezovati tudi s tem okoljem, kako se aktivirajo tisti geni, ki so problematični. Se pravi, če smo veliko pod stresom, recimo jemljemo zdravila, kakšna operacija, druge bolezni ali karkoli takega, kar lahko je en trigger za aktivacijo teh genov, to lahko povzroči nastanek celiakije. Ponavadi je to bilo nekako povezano s kakšnim otrokom, ki je zbolel za to boleznijo, ampak danes tudi veliko odraslih zboli. In ni tako velik odstotek populacije, ki dejansko ima celiakijo, tam nekje 1% po statistikah. Za razliko recimo od same intolerance, občutljivosti na gluten, ker se ne gre za propadanje tankega črevesja, simptomi pri enih in pa pri drugih, pri oblikah teh težav pa so dosti podobni in tako marsikdo misli, da ima celiakijo, ampak dejansko je nima. Občutljivost na gluten je tam nekako pri 15% svetovne populacije in gre se seveda za težave z glutenom, z glutenskimi žiti, kot so recimo predvsem pšenica, pa tudi pira, kamut, ječmen, rž, tudi oves za nekatere. In vsi izdelki, ki so narejeni iz teh žit, hkrati pa v bistvu tudi kjerkoli naj se dodaja v kakšna živila, zaradi tega tisti, ki imajo težave s tem, morajo paziti tudi na kakšne oznake, da pol uživajo res brezglutenska živila. Ja, brezglutenska živila pa uživajo tudi ljudje, ki nimajo celiakije. Zakaj? Tako je, zaradi tega, ker ta občutljivost na gluten je postala v zadnje čase v moderni dobi zelo pogosta. Predvsem zaradi tega, ker tudi ta žita, ki so tudi nekoč bila stara žita, tudi stara pšenica, ni vsebovala toliko veliko glutena. Zdaj, na žalost, tudi ta gluten dajo povsod v vse živa produkte, recimo, ki jih tudi najdemo, ki jih kupujemo. In ta občutljivost se je še bolj razvila in se ljudje boljše počutijo. Posebej tisti, recimo, ki imajo kakšne prebavne težave, napihnjenost, krči, tudi bolečine in v želodcu in črevesju, vetrove in tako dalje, vidijo oziroma opazijo takrat, ko izločijo gluten iz svoje prehrane, posebej, ko izločijo recimo pšenico, da se resnično boljše počutijo. To je tudi zaradi tega, ker mogoče tudi ta prebavna moč je bolj šibka pri nas, zaradi tega tudi ni dovolj encimov za prebavljanje tudi tiste beljakovinske hrane, ker gluten je dejansko beljakovina. In potem človek dejansko ne more do konca tega prebaviti in mu povzroča težave in zaradi tega jaz mislim, da velika večina ljudi išče dejansko brezglutenska živila. Jelena, komu pa ti priporočaš brezglutenska živila in seveda katera? Jaz vedno priporočam brezglutenska živila tistim, ki že imajo take simptome, ki so povezani s slabšim delovanjem prebavnega sistema. So to bolečine ali krči ali težave z želodcem ali napihnjenost ali napenjanje ali pa v bistvu blato imamo tako, ki je nedobro formirano ali pa recimo imamo driske ali zaprtja ali smo utrujeni ali veliko pod stresom ali že imamo kakšna avtoimuna obolenja, posebej recimo težave s ščitnico ali kakšen diabetes in tako dalje. Vsi tisti, ki že opazijo to vrstne simptome, je boljše, da se izogibajo samim glutenu in glutenskim žitom. Vsekakor pa danes dobimo res eno tako paleto različnih izdelkov in tukaj so iz teh žit, ki so brezglutenska, to so riž, ajda, kvinoja, amarant, proso, tef, sorghum, teh res ogromno, ne samo žito, ampak tudi recimo kakšne testenine, tudi testenine recimo iz stročnic danes dobimo. Je treba pogledati, če smo res izjemno občutljivi, če je celiakija, pogledamo ta znakec, to je pšenica, ki je prečrtana. Sicer tisti, ki nimajo celiakije, ni nujno, da uživajo taka živila, ampak izberejo žita in izdelke iz žit, ki ne vsebujejo glutena.